Kaj so pasje vprege? Pasje vprege so psi vpreženi v sanke, ki vlečejo po snegu tekmovalca. A pa se te pasje vprege med seboj tudi kaj razlikujejo? Ja, seveda se razlikujejo. To so recimo po kategorijah. Je najmanjša vprega do 4 pse, oziroma na teh manjših tekmah so tudi danes lahko videli do 2 psa. Drugače je normalno do 4, do 6, do 8 in pa nad 8 je pa neomejeno število psov. Lahko pa med vprege štejemo tudi disciplina skiering in pa pulka, kjer pa smučar tekač teče za psom, ki pa ga seveda tudi vleče. A pa je takole tekmovanje tista prednostna stvar pri tem športu ali gre za kakšno drugo stvar v ozadju? V bistvu so tu tekme. To, kar mi počnemo, so tekme. Lahko bi nekdo tudi rekreativno se s tem ukvarjal, pa bi se malo vozil po zimi okrog, ampak to, kar pa mi, ki smo danes tu počnemo, je pa čisto tekmovalnega značaja. In kako recimo pripravljaš pse na eno tako tekmovanje? Kako se začne? Verjetno se mora najprej nekje skotiti, potem pa kar en določen proces treninga. Verjetno tako, kot vsi zimski športi. Ja, zdaj, če gremo čisto skotiti, spomladi ponavadi načrtuješ mladiče, tisti, ki jih pač imamo. Jaz imam ponavadi vsako leto kako leglo. Ti potem čez poletje se pač z njimi igraš, ukvarjaš toliko, da se čim bolj socializirajo, da se malo tudi navadijo. Mogoče nekaterim lahko tudi zavežejo kak prazen kanister ali kaj tajega odzadaj, da neki med igro vleče, da čuti, da neki je za njim. Potem pa enostavno spomladi, ko je v bistvu konec tekm, so ti mladiči stari 8-9 mesecev, treninge še delamo in takrat je najlažje potem te mladiče vključiti med starejše pse v vprego noter. Gremo čist kratke, za začetek 2-3 km, toliko, da pes dobi veselje, da vidi, kaj sploh mora početi, kaj bo njegovo življenje, čemu je namenjen. In ko to zagrabi, pa potem pač te treninge povečujemo, potem je ponavadi že čist konc sezone je pretoplo, 2-3 mesece počitka čez poletje, v jeseni pa potem začnejo normalno trenirati za tekme, tako kot ostali tim. To pomeni, da začnemo nekje po 10-15. septembru, ko se temperature spustijo pod 15 stopinj Celzija. Takrat se začne na vozičkih. Treningi zopet krajši, 2-3 treninge tedensko, potem se pa to stopnjuje, se pravi in frekvenca treningov in dolžina proge. Gremo potem na postopno vedno več, tako da jaz nekje do konca oktobra prijem na tisto normalno, to pomeni 4 treninge tedensko. Jaz treniram odprti razred, tu so najdaljše proge, to pomeni nekje po 25 km, se pravi, da 4krat na teden po 25 km odlaufamo. Če je vse v redu, je na Pohorje, kjer jaz treniram že nekje konc novembra, začetku decembra sneg in takrat lahko pol to po snegu normalno s sankami dalje treniramo. Pa nekaj kondicije moraš imeti pa verjetno tudi ti kot voznik, da lahko s psi v bistvu nekaj časa stojiš, verjetno pa je treba kdaj tudi kaj steči. Ja, sigurno, na tekmah je treba dostkrat tudi pomagati. Zdaj, razlika je malo med vpregami 4 psov in pa odprti razred, kjer je neomejeno število psov, se pravi 12, 14, lahko tudi 16 psov. Pri 4 pseh, če je hrib, moraš več odlaufati, medtem ko pa pri odprtem razredu je pa bolj zahtevno to lovljenje ravnotežja na sankah, da ti obvladaš vse te pse, da te ne stresajo dol sank. Sploh, ko so ovinki, zadržati te pse, tudi kdaj zavreti sanke, da ne gre prehitro skozi ovinek, da ne trešeš kam. In tu mislim, da ni to, ko se nekateri mislijo, se usedeš na sanke pa se pelješ. Jaz sem že marsikdaj, kjer ga tudi na treningu srečal, ko rekel, ja, tak bi se pa jaz tudi pelal. Nekaj probajmo, pa če boš naredil en krog z mojimi psi, pa boš še vedno na sankah, ki jih lahko prešenkam. A imamo spet en izziv? Dajmo pogledati, kako sem se jaz odrezal. Kako zdaj te sanke delujejo? Kaj je na njih, kakšna oprema je gor, kako se uporablja? Ja, sanke, to, na čemer drsijo, sta ene 2 smučki, podobne pač tekaškim smučkam, na katere je pripeta konstrukcija sank. Te sanke morajo imeti tudi transportno vrečo, v katerega potem, recimo v primeru, da se karkoli zgodi, naložiš tudi psa.
kajti psi, vsi, ki so štartali, morajo tudi priti v cilj, ne glede na to, ali so poškodovani ali so, s tem, da ne smejo pa biti privlečeni v cilj, ne, se pravi tisti psi, ki ne vlečejo, jih je treba odklopiti in naložiti v sanke. Potem morajo imeti sanke tudi eno kovinsko zavoro, potem je ena taka gumijasta, kot en predpražnik, temu se reče mata, ki je tudi za zaviranje na progi. Potem so pa tudi sidra, kategorija 4 oziroma 6 psov je dovolj eno sidro, kategorija do 8 in pa odprti razred pa morajo obvezno biti tudi 2 sidra. Potem so pa naprej vrvi, na katerih pač psi, so potem pripeti psi, to je ena centralna vrv, od katere so potem napeljani po 2 para psov, pač odvisno koliko jih imaš. Na vlečni vrvi, ki je od zadaj pripet pes na oprsnico, je malo daljša, dober meter dolžine, na tej vrvi vleče. Spredaj je še pa ena krajša vrv, 15-20 cm, s katero je pes pripet k centralni vrvi, da ne gre levo-desno, ampak da teče v smeri. Tista vrv ne sme biti napeta med samo tekmo, se pravi, mora biti napeta samo vlečna vrv. To vmes med to vlečno vrvjo in sankami je še en amortizer, gumijast, da pač je ena guma, ki blaži te udarce ob cukanju psov, da jih ne nabije preveč. Tudi ravno zaradi tega sta ta močnejša 2 psa pri sankah, ki se imenujeta wheelerja. To sta tista 2 psa, ki fizično največjo obremenitev prenašata. Prav, najmočnejši so pri sankah, ker tu so največje obremenitve na pse, vse naprej je manj. Od spredaj pa mora pač biti tisti, ki je psihično najmočnejši, ki drži tempo, ki ves tim vleče. Vmes so pa pač potem, to sta liderja od spredaj, vmes so pa te team dog, se pravi psi v timu, ki pač koliko jih je, odvisno od kategorije. Prav, da je pes najboljši človekov prijatelj, ampak ob takih športih se redno postavljajo vprašanja, a pa je to sploh še humano, ali psi v tem res uživajo? Ja, jaz mislim, da ste se lahko sami danes na tekmi prepričali, da psi uživajo, da psi želijo teči. Mislim, da je to tudi v naravi psa, že izhaja iz njegovega volčjega predništva, da so tekli po cel dan za hrano, krdelo lovilo in to je njemu osnova življenja, tek v krdelo. Dobro, mogoče je tu malo potencirano, da pač gre vse skupaj na hitrosti, da jih pač teramo, ampak to je pač šport, kot so vsi ostali športi. Psa v bistvu ne moreš nekako prisiliti. Tu ni dovoljena nobena prisila, ni dovoljen bič, niti ga ne smeš kakšne palce ali kaj podobnega, da bi vse fizično silo imeti zraven na sankah. Tako da vse, kar si ti povezan s psom, je tvoj glas. Ti se drži za sanke, niti ni vajeti, kot je pri konjeništvu. Dejansko pes teče pred tabo, ne moreš ga ti vleči za sabo. Se pravi, tu neke prisile ne more biti. Če je pes primerno natreniran, če mu ti vedno ga ob vsakem treningu, vsaki vaji primerno pohvališ, da on ve, da je to veselje, da sledi temu igra, da si ti zadovoljen kot njegov lastnik, oziroma pač tu se mi zdi bolj smiselno kot lastnik vodja krdela, ker tu je vedno, tu ne gre za enega psa, ki je potem odnos lastnik-pes, ampak je tu bolj krdelo, v katerem si pač ti kot en vodja krdela, glavni šef in oni te ubogajo, oni delajo to, kar ti želiš, tako kot bi v vsakem pač volčjem krdelu počeli. Ampak glede na to, da zavijaš na glas, a bi imeli operni pevci kaj prednosti? Ja, ne vem, če bi, no, sej. Bistvo je, da te pes razume, kaj hoče. Dovolj glasen pa mislim, da sem tudi ja. Če pa to pomembno, da te razumejo, pa operni siguren, ne, v njih jaz nič ne razumem, kva pojo. Vse lepo, ampak In potem, ko se pride skozi cilj, čez ciljno črto, sem pa videl, da kar z enimi aparaturami nekaj okrog hodijo. Kaj to merijo temperaturo ali kaj drugega? Ne, to organizator tekme preveri mikročipe psov. Pred tekmovanjem mora vsak tekmovalec oddati štartno listo psov, s katerimi bo štartal, kjer je pač zapisano ime psa, spol, starost in pa najpomembnejša številka mikročipa. Kajti psov med tekmovanjem
to so dvodnevne tekme, se pravi 2 teka in med prvim in drugim tekom psov ni dovoljeno menjati. Se pravi, s tistimi psi, ki sem danes štartal, moram tudi jutri štartati, razen če se je kjer pes poškodoval, ga pač dam ven, ampak namesto njega ne sme med drugega štartam pač z manjšim številom psov. In oni potem preverijo, če so ti psi, ki so v pregi prišli v cilj, dejansko naš štartni listi, ki sem jo jaz pred tekmo dal. In potem, ko vse te formalnosti končate, je pa hrana, a ne da? Ja, to je tudi zelo pomembno, takoj po tekmi je treba psom dati oglikove hidrate. Kajti to je recimo pol ure časa po obremenitvi organizem sposoben črpati glikogenske rezerve nazaj v mišice brez inzulina. Se pravi, gre direktno iz krvi v mišice in to je pol ure časa. In zato je treba čim prej po tekmi dati oglikove hidrate in jih takoj pse počivati, da si te glikogenske rezerve napolnijo za naslednji dan. No, jaz imam recimo doma kuža, pa imam tudi en štrik, pa bi se šel rad mogoče z njim sprehajati ali pa mogoče celo teči v naravo, na sneg. A to lahko naredim oziroma kaj mi priporočaš, kako bi se tega lotil? Ja, lahko. Zdaj, če ima pes željo po vlečenju, treba mu je pač dati primerno oprsnico. To ponavadi niso te oprsnice, ki so za sprehod, ampak so malo drugačne, kajti pridejo do korena repa, nekje do konca hrbta, tam je zanka, za katero se pes zapne. In pa en primeren pas, ponavadi je to kar tak alpinističen pas ali nekaj tajega, v katerega pač pod ta pes zapet. Kaj pa same vrste pasme psov, ki se uporabljajo za te športe? Jaz sem imel skozi predstavo, da mora biti to taki veliki, močni, husky, samojedi, kaj podobnega. Zdaj pa vidim, da so teli psi v bistvu kar zelo kratkodlaki, imajo sicer malo pisane oči. Kakšne vrste morajo biti, kakšne pasme? Ja, ti psi, ki se na teh tako imenovanih odprtih tekmah danes pojavljajo, so v glavnem križani te raznopolarne pasme, ki so že med sabo skrižane in pa križane z lovskimi psi, od katerih se največ uporabljata angleški pointer in pa nemški ptičar, kar je dalo tem psom hitrost in pa vzdržljivost. V bistvu moč tu ni pomembna, sploh pri večjih pregah. Večje, ko so prege, manjši, lažji so psi, kajti proge so daljše in ti psi ne zdržijo takega tempa. Pri manjših pregah so psi malo večji in težji, vendar so tam proge krajše. Tam morajo biti močnejši, ker je pač fizična obremenitev po psu večja, teža tekmovalca in sank je bistveno, ni velikih razlik, razen koliko pač tekmovalec njihov teži, ostala oprema je enaka in če to isto težo vlečejo 4 psi ali pa 16 psov, je to razlika. Ti malamuti so v bistvu zelo težki, okorni psi, ki lahko vlečejo dosti tovora, ampak niso pa hitri. In dejansko vse tekmovanja pasemskih psov in pa teh mešancev ravno zaradi teh hitrosti med sabo ločijo. Danes tukaj tekmujejo obojni psi, ampak so tudi kategorije za pasemske posebej, ker pač pasemski psi niso konkurenčni tem mešancem. Ampak vidim, da ti imaš pa tam le še enega prav posebenega kužka, ne? In to samo zato, ker ne znaš avtomobila voziti. Menda, da tale zna potegniti tvoj avto ali pa 2 tone težko stvar. Je to res? Ja, to je pa mladič ameriškega buldoga, ki je res namenjen, mislim, njegov glavni šport je pač to vlečenje tovora. To so potegne, koliko je pač potek na dobrih 5 metrov dolgi progi in tu doseže tudi res 2 tone ali pa tudi več. Samo ta je zdaj šele 4 mesece star mladič, tako da. Vprašanje tudi, če bo sploh kdaj vlekel, ker za vse ni časa. A ste videli zdaj, ne? Če ne znate furati avtomobila, kupite si buldoga, pa vam bo pomagal avto ven potegniti. Snega, blata, kjerkoli bo že treba. Glede na to, koliko teli psi pojedo, ne? Verjetno gre od spredje not, pa od zadnje ven. Kaj pa se s tistim zgodi potlej? A za iztrebke? Ja, treba je kar dosti čistiti. Sam, če imaš kvalitetno hrano za pse, potem je teh iztrebkov bistveno manj. Pa ne gre samo za iztrebke, kvalitetna hrana pri pseh teh vlečnih je izredno pomembna, ker so pač to dejansko zelo obremenjene, isto kot pri ljudeh športnikih, tudi rabijo posebno prehrano. No, ampak takole, ko se v mestu kdaj sprehajaš, mirno lahko pohodiš tudi kakšen pasji iztrebek. Na tekmah pa tukaj vidim, da je vse belo, vse lepo čisto. Kako to? To, ker mi pa spravimo za sabo. Vsak tekmovalec mora imeti pač eno vrečko za smeti malo večjo, lopatko in sproti te iztrebke pospravljamo. Se pravi, jaz mislim, dragi gledalke in pa cenjeni gledalci, da bi lahko prišli semle na tele tekme mečkam pogledati, kako se to dela. Predvsem tisti, ki ste nemarni lastniki psov, ne taki, kot je naš Aleš. Zgolj zgovoren je tale naš sogovornik danes. A ima prav?
Vse je Aleš Vernik, tekmovalec z vlečnimi psi, s katerimi skupaj radi gledamo oddajo Snežni park.